Če bi vas zdaj direktno vprašal, kateri po vrsti je Mitsubishi na Japonskem, verjetno ne bi z glave povedali, da je 6. največji japonski proizvajalec avtomobilov. No, zdaj boste to lahko povedali. In tudi dodali, da ima Mitsubishi v ponudbi vse več novih modelov. Novi ASX smo že spoznali spomladi, zdaj pa je pri nas še čisto novi Colt, ki ga moramo obdelati, da se boste vi lažje odločili. Se prav spomnim, ko smo pred leti imeli na testu Colt Rallyart, ki je imel 150 konjev in je res fajn letel. Ampak tisti Colt je bil majhen, oblikovno zašiljen in majhen. Ja, to sem že povedal. No, predvsem pa ga 9 let ni bilo. Do zdaj. In tole je novi Mitsubishi Colt. Vem, znan vam je iz enakega razloga, kot vam je bil znan novi ASX. Colt je namreč zdaj izdelan na globalni platformi CMF-B zavezništva Renault, Nissan, Mitsubishi, kar počno vsi, ker se ne splača več razvijati povsem novega svojega avta. Od priljubljenega Francoza pa je vseeno malenkost drugačen in sicer spredaj po tej značili Mitsubishijevi maski Dynamic Shield, ki se takole lepo nadaljuje v vedno serijske LED luči. Na zadku pa je še velik napis Mitsubishi. Če je Colt prej veljal za majhen avto, se lahko zdaj pohvali s precej več prostora. Daljši je za dobrih 16 cm, tako da je tudi prtljažnik zdaj precej večji s 391 litri. Predvsem pa je Colt zdaj precej bolj napreden, ker ima prav vsak sistem za prostoročno telefoniranje, tempomat in omejevalnik hitrosti, sistem za prepoznavanje prometnih znakov in zaviranje v sili, pa še multimedijski sistem s podporo za Android Auto in CarPlay. Zaslon je velik 7 ali 9,3 palca, da pa si ne bi preveč razbijali glave z dodatno opremo, so Japonci pripravili 5 paketov opreme in že pri drugem dobite parkirne senzorje, kamero za parkiranje, tudi pametni ključ za lažji zagon in vstop v vozilo in pa seveda tudi podlago za brezžično polnjenje telefonov. Super! Na voljo so 3 bencinski pogoni in vstopni litrski bencinski motor ponudi 49 kW, kar je 67 konjev. In če se vam to zdi prešvoh, pa lahko prostorninsko enak motor s turbino proizvede 67 kW, kar je 91 konjev, kot jih ima tale. Kasneje bo na voljo še samopolnilni hibrid s 105 kW, torej 143 konji, s tem, da vam ta pogon doda še poseben menjalnik s 4 stopnjami, ki sploh nima sklopke, ampak namesto nje 2 elektromotorja, tako da se nazaj vedno premika na elektriko, pa tudi spelje vedno na elektriko. Takšen Colt bo tudi najhitrejši pri pospeševanju in tudi najdražji. V osnovi bo stal 23 790 evrov. Kako pa se pelje? Če iščete udobje, vas ne bo razočaral, ker ima lepo nastavljeno podvozje in ker je krmiljenje natančno. Ima celo način sport. Ni seveda Rallyart, bo pa zato bolj ugodna poraba goriva, kar pa je tudi v redu. Za tale Colt z litrskim turbobenzinskim motorjem že lahko rečem, da je zadosten, da se boste suvereno premikali, zato se mi zdi najboljša izbira v ponudbi. Ročni menjalnik pa ima tukaj 6 prestav. Čeprav je osnovna cena 15 590 evrov čisto pričakovana in se lahko s financiranjem spusti tudi do 1500 evrov, odvisno od opreme, boste najbolj navdušeni nad 5-letno tovarniško garancijo, ki velja tudi na originalno dodatno opremo. Pa zraven dobite še 5 let brezplačne asistence in brezplačne preventivne preglede, tako da se morate praktično odločiti samo še, v kateri barvi ga boste izbrali, ker je že pri nas. Ha!